Filmski trak in filmski projektor, medija in tehnologiji, ki se dokončno združita znotraj projekcijske kabine in gledalcem izrišeta filmsko podobo na platnu kinodvorane. Čeprav sta danes digitalna projekcija in predvajanje postala najbolj razširjena oblika ogleda filmov, doma preko ekrana, v kinodvorani pa preko digitalnega projektorja, bistvena izkušnja spremljanja in uživanja filma v kinu še vedno temelji na projekciji preko filmskega traku. Uspeh in kakovost takšne filmske predstave temeljita na znanju in delu filmskega operaterja, osebe v ozadju kinodvorane, ki s svojim delom skuša ostati skrita in neopazna za gledalce. Vsaka filmska predstava svojo pot začne v filmskem trezorju, od koder izbrani filmski kolut prispe v projekcijsko kabino. Za zagotavljanje ohranjenosti in varnega ravnanja s filmskim trakom je kolut opremljen s tehničnim kartonom, ki ga pregleda in izpolni operater, ter s tem prevzame odgovornost za ravnanje s kolutom. Poleg tega se na ta način vodi evidenca predvajanja in obrabljenosti filmskega traku. Pred vsako projekcijo je potreben tudi pregled kakovosti in vzdrževanosti filmskega traku. Filmski arhivi in muzeji, kot je Slovenska kinoteka, na ta način redno skrbijo za svoje filmsko gradivo, vendar pa za zagotovljeno uspešno predstavo pred projekcijo filmski trak pregleda tudi operater. Na previjalni mizi operater zavrti film ter s palcem in kazalcem preveri, da robovi filmskega traku niso kakorkoli poškodovani in da so primerni za projekcijo. Če film ni poškodovan, operater pregleda še preklopne znake na filmskem traku, saj so ključni za to, da se bo naslednji filmski kolut zavrtel pravočasno pred iztekom prejšnjega. Preklopni znaki se pojavljajo v različnih oblikah in variacijah, kot luknjice, krogci, križci ali druge oznake narisane ali celo naluknjane v samo sliko, pa tudi v obliki posebnega srebrnega lepilnega traku. Na enem kolutu je zapisanih približno 20 minut filma. Po pregledu filmskega traku napoči čas vklopa vseh potrebnih naprav za potek predstave in pregled opreme. Sem sodijo zvočne kontrole, pregled filmskih projektorjev, pa tudi nadzor filmske dvorane. Vse od luči, namestitve jakosti zvoka in pravilnih dimenzij platna je v rokah kinooperaterja. Filmi so posneti v različnih formatih. Njihovo velikost in kakovost določa razmerje velikosti stranic slike. Za vsak film je treba pripraviti ustrezno dimenzijo platna, tako da ta ustreza gledanemu filmu. S sistemom zapiranja in odpiranja zaves namestimo ustrezen format slike na platno. Format in vrsta filmskega traku določata tudi izbor maske in objektiva za filmski projektor. Objektiv in maska morata biti kompatibilna in tako pravilno označena, saj bi drugače prišlo do odrezane, popačene in nekakovostne slike med predstavo. Po izboru primerne maske in objektiva ju operater namesti v glavo filmskega projektorja. Maska gre neposredno pred okence, skozi katero svetloba iz žarnice pade na filmski trak, objektiv pa na drugo stran traku, da sliko obrne in poveča na velikost projekcijskega platna. Maska poskrbi, da do objektiva pride samo tisti del traku, na katerem je slika. Za kakovost in jakost zvoka skrbijo zvočni ojačevalec in konzole, ki povežejo čitalce zvoka v filmskem projektorju z ozvočenjem v dvorani. Te zagotavljajo tudi pravilno sinhronizacijo med sliko in zvokom filma. Ker sta čistoča in vzdrževanje kinotečne opreme ključna za kakovostno in dolgotrajno delovanje filmskih projektorjev, je treba pred predstavo projektor tudi očistiti.
Najbolj uporabno orodje pri tem je domača zobna ščetka, za bolj občutljive dele kot so leče objektivov pa uporabljamo mehak čopič. Zdaj lahko na projektor namestimo filmski trak s filmom, ki ga bomo predvajali. Na skrajnem zgornjem in spodnjem delu projektorja sta nameščena dva koluta. Na zgornjem je nabran filmski trak, ki se kasneje odvrti skozi glavo projektorja in se ponovno nabere na spodnjem kolutu. Filmski kolut je nameščen na vreteno projektorja. Film namestimo in navijemo v osrednjem delu projektorja, to je glava projektorja, ki vsebuje tudi senzor za zvok. Ves filmski trak moramo skozi mehanizem filmskega traku namestiti ročno. Pri tem pa je treba posebej paziti, da trak potuje skozi vse nujne mehanizme in je dobro nameščen, tako da med projekcijo ne bi prišlo do popačenja slike in uničevanja filmskega traku. Filmski trak se z zgornjega koluta do glave projektorja pomika enakomerno, zato poskrbijo številni valjčki in motorizirana roka, ki vzdržuje stalno napetost traku. Enako je tudi pri spodnjem kolutu na nogi projektorja, na katerega se filmski trak navija. Da pa bi gledalec v dvorani videl razločno in jasno sliko, mora vsaka sličica filmskega traku v sami glavi projektorja, v vratcih, kjer ga presvetli svetloba žarnice in sličico skozi objektiv usmeri na projekcijsko platno, za 24 sekunde mirovati. To dosežemo preko zgornje in spodnje zanke, majhne količine nabranega traku, ki med sinhrono vrtečimi se zobniki nenehno valovi, medtem ko se gibanje traku iz enakomernega spreminja v sunkovitega in omogoča, da se vsaka sličica za trenutek ustavi v vratcih. Nato trak spet enakomerno nadaljuje pot po valjčkih, namenjenih stabilizaciji gibanja, mimo senzorjev v zvočni glavi projektorja do senzorjev za avtomatske preklope in končno do spodnjega navijalnega koluta. Po nameščenem traku moramo predhodno tudi fokusirati in uravnati sliko. Za ta namen operater ponavadi uporabi poseben testni filmski trak. S tem zagotovi kar se da ostro in očesu prijazno podobo na filmskem platnu. Ko je vse pripravljeno, torej dvorana s platnom, zvočna jakost, filmski trak in zagotovljena kakovost slike, se lahko ugasnejo luči in predstava se začne. Vendar pa delo operaterja ni končano. Neprestano je treba nadzorovati potek filmske predstave, kakovost slike na platnu in zvoka v dvorani. Opazovati je treba tudi filmski kolut pri celovečernem filmu, preden se bo ta iztekel, bo namreč treba pripraviti in v pravem trenutku vklopiti drug projektor, tako da bo film nemoteno in brez preskakovanja tekel naprej. Pri preklopu projektorjev operaterju pomagajo preklopni znaki. Na filmskem traku sta vedno prisotna dva preklopna znaka. Pri prvem znaku operater zažene drugi projektor, njegov motor in žarnico. Ob drugem znaku pa zapre zaslonko na prvem projektorju in jo odpre na drugem. Istočasno se zgodi preklop zvoka iz prvega na drugi projektor. Samo kratek preklop in film se nemoteno nadaljuje. Pri daljših filmih je ta postopek treba ponoviti večkrat med predstavo. Uspeh filmske predstave je zelo odvisen od kakovostnih, preciznih in točnih predpriprav, zato delo operaterja poteka neprestano in ne samo v času dogodkov, ko so obiskovalci v dvorani. Po končanem filmu, ko se prižgejo luči in obiskovalci zapustijo dvorano, operater filmske trakove pospravi nazaj v škatle. Izklopi vso opremo v projekcijski kabini ter iz projektorja odstrani objektiv in masko. Tako je končana še ena uspešna projekcija. Če je bilo delo mojstrsko izpeljano, je resnična zvezda večera gledalcem ostala skrita in neopazna do naslednje predstave.